Vsem javnim uslužbencem, z izjemo medicinskim sestram, dvignile plače za en plačni razred oziroma 4%. Gre za prvi korak odpravi nesorazmerij, ki so nastale zaradi parcialnih dvigov v preteklosti in dogovor, ki so ga Golobova vlada ter sindikati javnega sektorja izpogajali oktobra lani. V ponedeljek pa bo ministrica za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik sindikatom predstavila vladna izhodišča plačne reforme državnih uslužbencev. Anže, kaj torej konkretno predlaga vlada? Ja, Edi, pridobili smo dokument z vladnimi pogajalskimi izhodišči. Poglejmo. Najprej plačni stebri. Zdaj je vladna zamisel črno na belem. Teh 5 stebrov, znotraj katerih bi veljale iste plačne specifike, predvideva reforma. In sicer širši politični in pravosodni vrh, pa tudi župani bi bili v prvem funkcionarskem stebru, potem policisti, vojaki, širok nabor uradnikov, tudi gasilci bi bili v drugem plačnem stebru. Tretji je potem predviden za zdravnike, sestre in pa celotno socialno varstvo, no potem pa še svoj steber za raziskovalce, šolnike in kulturnike, ter še zadnji steber, 5. za zaposlene v javnih zavodih oziroma gospodarskih javnih družbah. No, druga ključna stvar je nova plačna lestvica s prvim osnovnim razredom v višini trenutne minimalne plače, no potem pa od tu dalje 67 plačnih razredov do najvišjega zneska skoraj 8500 evrov bruto. To pomeni razmerje 1:7 med najvišjim in najnižjim prihodkom, trenutno je sicer to razmerje manjše. No, tako pa bi izgledalo, če bi sedanje plačne razrede pretvorimo v nove plačne razrede. Najslabše plačani bi, kot denimo vidimo, občutno nekaj pridobili, nekaj tudi denimo uslužbenci glede srednjega 40. razreda, no medtem pa, ko se bodo plače najvišjih funkcionarjev na novo plačno lestvico predvidoma prevedle šele z naslednjim mandatom državnega zbora. No, več podrobnosti pa lahko preberete na naši spletni strani 24ur.com. Verjamem, da bo veliko interesa, ne? Hvala lepa, Anže. Na Norveškem